Zdaj, 15 minut je malo, tema je zelo kompleksna. Seveda je to tudi z katoliškega vidika strašno pomembna tema, ker je načelo solidarnosti eno od 5 središčnih načel družbenega nauka katoliške cerkve, se pravi imamo 3x S, kot se včasih jaz izrazim za študente, mnemotehnično, solidarnost, socialno pravičnost in subsidiarnost, poleg tega je pa vrhovni princip personalizma ali človečnosti in pa načelo skupnega dobrega bonum comune. To so teh 5, tako da tukaj ni dvoma, da je to za nas ključna tema. Je pa res, da je po drugi strani tema solidarnosti bila v zadnjih desetletjih znanstveni, akademski, družboslovni skupnosti majčkeno na robu. Medtem ko je bila v krščanski socialni etiki tako rekoč od samega začetka središčna. Vendar pa se je zdaj to stanje spremenilo in je tema solidarnosti spet postala bolj središčna, nasplošno. O tem ne nazadnje priča tudi naš današnji simpozij. Zakaj je temu tako? Zakaj je solidarnost postala bolj središčna? Seveda, po eni strani smo mi soočeni za celo vrsto izzivov, na ekološkimi, ekonomskimi, revščina, večanje razlik ekonomskih med ljudi, kriza rodnosti, kriza družine na nek način, vprašanje starejših, migracije, migranti. To so vse izzivi, ki zahtevajo en odgovor z vidika solidarnosti. Kje je meja solidarnosti, kako je biti solidaren, koga pripustiti, koga ne in tako naprej. To so zahtevna vprašanja. Nas pa tudi zgodovina uči, da je solidarnost pravzaprav neke vrste, lahko rečemo, krizni fenomen ali krizni pojem. Namreč solidarnost je v zgodovini vedno stopila v spredje v času nekih velikih prelomov, kriz, nekih velikih križišč, na katerih smo se morali odločati. V skladu s povedanim lahko v zgodovini solidarnosti razločimo 3 faze konjunkture pojma solidarnosti, če tako rečem. Prva faza je v 30-40 letih 19. stoletja, ko je prišlo do industrijske revolucije in se je pojavilo vprašanje reševanja bede takratnega delavstva. No, takrat je za solidarnost zelo pomemben francoski sociolog druge polovice 19. stoletja Émile Durkheim, ki je razlikoval 2 vrsti solidarnosti, tako imenovano mehansko solidarnost in pa organsko solidarnost. Z razpadom predmoderne družbe, v kateri je vladala nekako avtomatična mehanska solidarnost med vsemi člani družbe, v industrijski moderni družbi to ni bilo več mogoče. Solidarnost je pa po Durkhemovem mnenju, in po mojem to pravilno ugotovitev, je pa potreben temelj za povezanost in obstoj vsake družbe. Temu rečemo kohezivnost. Zato je iskal temelj za moderno družbo, ki bi to družbo povezovala. In zato je uvedel pojem organske solidarnosti, ki jo je vezal na delitev dela. Se pravi, vezani so ljudje, solidarni so ljudje, ki jih povezuje enako delo. No, in na to se je navezal, pravzaprav lahko vidimo tudi povezavo, se pravi, precej optimistično je Durkheim stavil na konja posredovanja solidarnosti z delom kot
kohezivnega veziva družbe. Na to se je navedel tudi Karl Marx, ne, ki je pač redko govoril o solidarnosti zaradi izvora pojma te solidarnosti, ampak kadar je govoril izključno o razredni solidarnosti, ker po njegovem mnenju je kakšna druga solidarnost nemogoča, ker solidarnost je stvar morale, vso moralo določajo razredni interesi, torej tudi morala lahko samo interesna, se pravi partikularna, nikoli ne more biti splošna, univerzalna za vse. No, to je bil en prvi pojem, prva faza konjunkture pojma solidarnosti. Drugo fazo zasledimo v 80-ih letih 20. stoletja, ko je na veliko in na vsem očitno začel razpadati komunistični sistem. Ta pojem je stopil v ospredje na Poljskem v 80-ih letih, ko je postal pravzaprav borbeni termin, borbeni pojem nasprotovanja marksistični ideologiji. Še posebno ga na teoretski ravni populariziral Józef Tischner, poljski duhovnik in pa filozof, ki je napisal knjigo o solidarnosti leta 1981 in se je odločil pravzaprav za zelo pametno potezo, da bo porazil marksistično ideologijo na njenem lastnem terenu, ker marksisti so poudarjali solidarnost. No, in potem se je pa to razširilo tudi na ostale države vzhodnega bloka in postalo tako rekoč, kot sem rekel, bojni klic proti marksistični ideologiji. V tem kontekstu, v tem boju so ljudje tudi zelo nasprotovali lažnemu pojmu solidarnosti oziroma zlorabi pojma solidarnosti. Znan je vic iz Poljske, ki smo ga pa poznali tudi na slovenščini, v Sloveniji. Vic je šel takole, se srečata na ruski in poljski vojak, najdete zaklad, reče Rus, bomo delila solidarno, reče Poljak, nič solidarno, vsak pol. In mi smo imeli ta vic v Sloveniji, cepljena Jugoslavijo, ko najdete Slovenc pa Južnjak zaklad, pa reče prvi, točemo bratski, da podelimo. Bratsko delim, pa reče Slovenc, ne bratski, vsak pol. To je ista varianta. Namreč seveda pojem solidarnosti izvira iz na nek način je povezan z razsvetljensko triado in sicer svoboda, enakost, bratstvo. V 19. stoletju je to triado svoboda, enakost, bratstvo zamenjala triada svoboda, enakost, solidarnost. Tudi katoliška socialna misel je prevzela v 19. stoletju pojem solidarnosti iz francoske sociologije in pravzaprav je zelo hitro postal eden temeljnih konceptov katoliške misli, ki ga je recimo tudi izrazila z lahko zapomljivo metaforo, prispodobo, da smo vsi na istem čolnu. S tem se je hotelo izraziti antropološko stališče, krščansko, da je človek kot tak v svojem temeljnem bivanskem položaju bitje odnosov vezan na druge osebe, navezan na druge osebe in da je naša usoda skupna usoda. No, če omenim še glede te triade, pravzaprav se je vsa družboslovna misel od 18. stoletja naprej vrtela okoli vprašanja, kako to triado svoboda, enakost, bratstvo ali svoboda, enakost, solidarnost konkretneje, bolj podrobno določiti in implementirati v konkretnih družbenih praksah.
In od tega odgovora na to vprašanje so pravzaprav odvisne temeljne predstave o družbenem redu in o družbi, kako na to gledamo. Se pravi, če imate po eni strani sta glavna tekmovalca, glavna protagonista sta svoboda pa solidarnost. Medtem ko se enakost potem tolmači odvisno od tistega, kjer prevlada. Če prevlada nek liberalni pogled na svobodo, se potem ta enakost tolmači predvsem kot pravna enakost, pa enakost, politično-demokratična enakost. Če pa prevlada socialni tekmec ali pogodbenica, potem pa solidarnost, in potem se pa ta enakost tolmači predvsem kot socialna enakost. In na tej triadi se pravzaprav nas ta skoraj celoten novi vek se okoli tega trojega vrti, se pravi tudi okoli solidarnosti. No, tako da, in tretji, jaz sem rekel, se pravi, da je solidarnost neke vrste krizni pojem, krizni fenomen. Vedno stopi v spredje, takrat, kadar imamo neko krizo, neko stisko, ali neko križišče in tako naprej. No in ta tretja faza, konjunkture pojma solidarnosti je pa zdaj ob koncu 20. stoletja, ko se je koncem 70. let, najprej v ZDA, in potem 80. tudi drugje v Evropi, uveljavila posebna oblika kapitalizma, ki ga nekateri imenujejo finančni kapitalizem, nekateri ga imenujejo neoliberalizem. In je ta oblika kapitalizma postavila pač cele vrste izzivov pred nas. Tako da smo imeli, bi rekel, te tri faze. Se pravi, prva faza je bila beda delavstva ob industrializaciji, druga faza je bila delegitimiziranje marksistične ideologije, in tretja faza je bil nastop finančnega ali neoliberalistične oblike kapitalizma. Vas bi vprašal, koliko časa imam še? No, sem pa s tem končal, da bom povedal mogoče pa samo dve stvari, ker meni ste dodelili naslov solidarnost v evropskem prostoru, vse to, ki smo se gibali v Evropi, kot nam je čas dopuščal. Mogoče bi rekel samo v tej minuti na koncu dve stvari, bolj kot za debato in kot upozorilo. Prva se tiče dveh razsežnosti solidarnosti, dveh dimenzij solidarnosti. Solidarnost ima dve dimenzije. Ne samo materialne ali ekonomske, ki je zdaj v ospredju, recimo, kadar govorimo, ljudje mislijo ponavadi na to, ne vem, so potresi, pa delujemo evro, ali so poplave, pa ne vem kaj, in damo prispevke, ampak je tudi zelo pomembna, sploh z katoliškega vidika in krščanskega, doživljajska solidarnost. Se pravi, doživljajska solidarnost je pa drža doživljajsko solidarnega človeka je pa to, da si prizadeva biti udeležen na doživljanju drugega, tudi na njegovih stiskah, na njegovih trpljenjih. To je zelo v skladu s tem, da v krščanstvu ni dovolj, da samo daš, ampak moraš dati srcem. Ni samo, da uboge povabiš na večerjo, pa in s tistimi zubmi serviraš hrano, ampak jo moraš dati srcem. Drugače ne šteje. No, to je ena stvar in to, kar je problem Evropske unije. Evropska unija je institucionalizirala in kodificirala solidarnost. Imamo listino socialnih pravic, imamo kohezivne sklade, imamo strukturne sklade, to so vse institucionalizacije in konkretizacije solidarnosti. Samo kar je problem Evropske unije, kjer pa ni napredka, je pa doživljajska solidarnost. Ni nam mar Evropejcem drug za drugega. Kdo bo umrl za Irsko na Sloveniji? Če ga zelo postavim. To je prvi problem. Problem je doživljajska solidarnost Evropske unije. Drugi problem je pa
ki je tudi vrst poslovnejše zajema, mislim, da ima veliko zveze s solidarnostjo, pa da živimo v svetu, v katerem živimo, da ne bomo samo rožice sadili in da more vsak, ki odloča, še posebej tisti, ki odločajo, pa ne, na vseh področjih življenja, od političnega do gospodarskega, si priti na čisto z dilemo ali vprašanjem umazanih rok, dirty hands problem. To pa pomeni problem ali paradoks umazanih rok je pa to. Vedno mora biti nekdo odrinjen, vedno mora biti nekdo žrtvovan. Vsaki ima opravka z vojaškimi poslovnimi odločitvami, s političnimi ve, da je to res. Da je to lari fari, da tega ni treba. To je paradoks umazanih rok, da so lahko določena ravnanja pravilna, pa so kljub temu še vedno, kljub vsej pravilnosti nemoralna. Ne govorimo o nepravilnih dejanjih, to ni problem, to je pač tudi nemoralno. Ampak vprašanje, ko so pravilna, pa kljub temu ti moraš ravnati, so kljub temu nemoralno. In to je pa, mislim, bistvenega pomena, da si pridemo na jasno o teh vprašanjih, da si ne zakrivamo pred tem, da razdelamo mehanizme in načine, kako se lahko s tem soočimo, tudi terapevtske, če hočete, in versko-duhovne pomoči, da bomo lahko potem tudi bolj ustrezno ravnali v smeri solidarnosti. Tako da to je zadnja sprepomba te dve točke. Appendix. Hvala lepa.